par dni, preden se je zaključil ta ranking sistem, sem nekako bila že v bistvu sprijazena, da jaz ne bom prišla, da sem blizu, ampak da mi ne bo uspelo. No, potem pa, ko je kar naenkrat začela številka padati, sem pa postajala živčna. Sem bila pa, ker v bistvu na koncu sem imela tak občutek, sem si rekla, joj, pa kaj pa, če mi bo zmanjkalo ravno eno mesto, to bi bilo pa v bistvu najbolj nesrečen razplet, ne. Res. In potem, ko sem videla, da sem pa notri, sem pa skakala v veselje, no, to pa kar. Spoštovani in cenjene, vročinski val bo zgleda odšel tako hitro, kot je prišel, še kak teden ali dva, pa se nam bo po vročem poletju samo še kovcalo. In vrhunec tega vročega poletja, saj za športne navdušence, kot sem sam, so bile olimpijske igre v Tokiu in eno od udeleženk tega prestižnega tekmovanja danes gostim v podcastu Zagret za tek. To je 56. epizoda in moja gostja je Klara Lukan. Klara, živjo, dobrodošla. Zdravo. Živijo. Bila sva na vezi že pred igrami, pa sva se zmenila, da se tule dobiva, ko se zadeve malo mirijo. Po igrah so se zdaj že umirile? Tako nekako zdaj spet prehajam v ta trening ritem, no, sicer me čaka še nekaj tekem, tako da v prihajajoči jeseni. Drugače pa nekako se zdaj umirjam. Po naporni sezoni, moram reči, res je bilo izjemno naporno, sploh v bistvu, ker so tako nenavadne razmere, zaradi vseh teh COVID testiranj, preverjanj, mask, vsega, tako da smo bili res nekako časovno natempirani že celotno sezono, ampak sem zadovoljna z izplenom, tako da in motivirana tudi za naprej. Super, tole, Klara, najprej seveda ti hvala za tvoj čas danes. Imajo veliko tem za obdelati, ampak preden pozabim, jasno, si danes že tekla? To pa, seveda, in to je bo celih 20 minut. Dober začetek dneva. No, evo, me veseli, evo, spoštovani in spoštovane tam zunaj, vidite, moja draga gostja se je pripravila na tale pogovor. Tako da paste tudi vi, ko boste tole poslušali. Če ne tečete, pa če še niste, obvezno. Tek, kljukca, to je nujno. In ker si tako lepo že omenila, da je bila sezona pestra, zanimiva, najbolj me seveda zanima, pa nimam potrpljenja počakati, zanima me olimpijske igre. Zanima me, kako je vse skupaj izgledalo, kako ste potovali tja, kakšna je bila otvoritvena slovesnost, če si bila na njej, pa vse ostala kolobocija okrog tega. Lahko mogoče malo osvetliš za nas, ki smo to gledali od daleč. Seveda. Olimpijske igre, to so bile ena res zelo izjemno zanimiva izkušnja. Je bil pa ta sam protokol res izjemno dolg, mogoče si gledalci, ki spremljajo po televizijskih ekranih, niti ne predstavljajo, čez kakšne vse procedure smo v bistvu morali športniki iti. Tako da pot do tam je bila definitivno dolga in naporna, da smo potem lahko sploh zaštartali. Drugače pa mi smo se na pot odpravili približno, mislim, da 10 dni pred samim začetkom atletskega tekmovanja. Na začetku smo bili prvih 5 dni v bistvu v enem drugem mestu, Narita City se je imenovalo, in smo bili praktično tam v karanteni. No. Bili smo zaprti tam v enem hotelu, nikamor nismo smeli sami, v bistvu je bilo še izjemno zanimivo to, da še ko smo šli na kosilo, so nas oni peljali z dvigalom, no. Niti nismo smeli sami v dvigalo. Tako da to je bilo res tako budno spremljanje na vsakem koraku. Bili smo samo Slovenci, v bistvu slovenski atleti v svojem nadstropju, nismo v bistvu srečali nobenih športnikov in je bilo res tako malo bolj zaprtega tipa. No. Jaz sem se tudi malo pohecala, pa sem rekla, to je tako, kot da bi šla slovenska reprezentanca na priprave na Japonsko. Je bilo res izjemno zanimivo. Ampak
Je bilo pa fajn iz tega vidika, da smo šli toliko prej, da smo se tudi navadili te časovne razlike, ker 7 ur je pa le ni toliko zanemarljiva razlika. In tam smo bili 5 dni, praktično zaprti, 2-krat na dan trening, vsak v svoji sobi, so nas peljali z avtobusom na stadion, kjer smo lepo trenirali. Ampak moram pa reči, ni bilo pa vseeno tako črno, kot se sliši. So bili res izjemno prijazni, Japonci so res tak popov narod, so nam res skozi navijali za nas in bili tako res spodbudni. No. Potem pa smo v bistvu 3 dni pred tekmo, smo šli pa v Olimpijsko vas, smo se v bistvu peljali, mislim, da približno okoli 1 uro z avtobusom. Potem, ko prideš v Olimpijsko vas, pa v bistvu šele vidiš vse športnike sveta na enem kupu in to je bilo pa tudi izjemno posebno doživetje. Sicer je res malo je bilo vse skupaj omejeno, ker smo bili v maskah ves čas, pa dejansko ne spoznaš tako ljudi od blizu, ampak je bilo pa res izjemna izkušnja, tako da res mi bodo te olimpijske igre ostale tudi če je bilo malo na sami moji tekmi malo grenega preizkusa, še vseeno, lepa izkušnja, lep spomin. Ne glede na to, so leto olimpijske igre, ki so mogoče vrhunec za marsikoga ali pa nedosegljiv cilj tudi za še marsikoga drugega. Se potem si predstavljam vsem, kar si povedala, da nisi niti imela možnosti si recimo gledati mesta ali pa Tokija kot takega ali pa se mogoče celo podružiti, bog ne daj, s kakšno drugo reprezentanco. Ne, to pa ne, res. V bistvu Tokija kot samega nismo v bistvu imeli priložnosti videti, nobenih teh znamenitosti. Vse, kar je bilo v bistvu iz avtobusa, kar sem uspela videti, ko smo se vozili na stadion iz avtobusa. Tako da drugače smo bili pa zaprti v Olimpijski vasi, sicer to je bil tako en res velik kompleks, tako veliko stavb, ne vem, recimo naša stavba je imela 15 nadstropij in to so bile res, jaz bi rekla, da je bilo to vsaj 2 do 3 kilometre vse skupno v radiju velikosti. No. Drugače pa vse ograjeno z ograjo, tako da sem v bistvu tega lahko malo videla. So vas pogosto potem testirali za COVID? V bistvu vsak dan. Je bilo pa v bistvu fajn to, da nismo rabili recimo na PCR test, ker ga imamo tle v Sloveniji, ampak smo dali vzorec sline. Tako da to smo vsak dan morali oddati, ne vem, mislim, da je bil 1,5 mililiter pa pol, kar je v bistvu kar težko, moram reči, da to v bistvu napljuvati, ampak to je bil tak protokol in je bil za vse enako, tako da smo se mogli truditi. Kaj bi se zgodilo, recimo, če bi bil kdo pozitiven v ekipi? To bi se po mojem stvar kar zakomplicirala. Zaradi tega, ker kar sem slišala, primeri, ki so se zgodili, so dejansko športnika v bistvu tako rekoč odstranjeno iz kakršnega koli stika z ostalimi. In tudi vprašanje, če ne bi bili v bistvu vsi skupaj poslani v kakšno karanteno. Mislim, mi je kar tako spreleti srh, če pomislim, kaj vse bi to za sabo lahko potegnilo, tako da mi smo bili v bistvu potem izjemno zadovoljni, ko se je dan tekme približeval, ker smo bili v bistvu vse bliže štartni poziciji. Ker toliko stvari bi lahko šlo narobe in smo v bistvu potem samo upali, da se vse srečno izplete in da bomo srečno prišli na cilj. Oziroma tudi na štart. Kdo bi si mislil, da moraš poleg vsega ostalega, da prideš na olimpijske igre na koncu trpeti do zadnjega momenta, da slučajno ne pokazali tistih 2 črtic, karkoli že tam na tistem testu kaže. A mogoče veš za koga od atletov, ki je bil poslan domov ali pa v karanteno? Skakalec palico, Sam Kendricks. On vem, da je par dni pred tekmo na socialnih omrežjih sporočil, da je žal pozitiven in potem. Pa kakor se mi zdi, sem slišala, mislim, da je on v bistvu že bil v Tokiju, da potem mogel iti. Verjamem, da je to mogla biti kar travmatična izkušnja, sploh ko je bil kandidat za medaljo, tako da si sploh ne predstavljam, kakšen mora biti občutek, se kaj takega zgodi.
Vsi, ki smo gledali pač te prenose, smo seveda opazili več ali manj prazne stadione po večini. Vse so bili tisti stoli tako zanimivo pobarvani, da je malo bolj barvito pa slikovito, ampak vseeno, kako je bilo nastopati? Nekaj šundre je že bilo, no, ekipe so imele svoje ljudi tam in so navijali, ampak a je bilo kaj drugače, no, kot na kakšnem drugem tekmovanju pred korono? Ja, no, jaz sem imela tako občutek, roko na srce, da sem v bistvu na nekem navadnem mitingu. No. Sicer res je, da sem bila zraven svetovne elite, ampak se mi zdi, da pa je manjkala tista pika na i, no, ker publika res naredi svoje, tudi doda še dodaten adrenalin, dodatno spodbudo, tako da malo je manjkalo. Sicer res je, da ko je športnik osredotočen na svoj nastop, v bistvu se toliko ne ukvarja z okolico, no, in je res ta fokus na tekmo, ampak vseeno se mi zdi, da res publika naredi svoje, ker recimo, če se spomnim, ne vem, svetovnega prvenstva, ko smo bili v Keniji leta 2017, pa je bila res polna tribuna in tisto je bil tak neverjeten občutek. Jaz se prav spomnim še zdaj svojih v bistvu tekaških korakov, je bilo neverjetno, res. Mene je publika kar ponesla naprej, tako da zdaj pa je malo manjkalo tega občutka, no. Ampak verjamem, no, da bo že na naslednjih olimpijskih igrah čisto drugače. Jaz sem potem pomislil, ko sem to gledal, isto kot podobno kot ti, publika te ponese, po drugi strani pa sem se predstavljal, če bi se sam znajdel pred tako množico, ti vendarle to naredi dodaten pritisk, po drugi strani zdaj je bilo to, kot si rekla, kot en običajen miting, je bilo zaradi tega mogoče bolj sproščeno nastopati, ko ni bilo na en način toliko oči uprtih vate, ali vendarle ne? Kaj pa vem, no, mislim, jaz sem bila sproščena, tako, že v bistvu sem si predstavljala, že ko sem nas predstavljala s kamero, sem si predstavljala, da to gleda cel svet in sem si tako nekako se motivirala, pa si rekla, zdaj pa moram pokazati tako. Ja, drugače pa mene osebno publika ne moti, no, meni da to dodaten zagon, motivacijo, tako da bi si res želela, da bi bila tribune polne. No, tako kot si rekla, računajmo, da se vendarle ta nekdanja realnost vsaj v tem pogledu vrne. Kako si pa, tisti tvoj nastop smo spremljali, povedala si že v intervjujih, kaj se je tam potem zgodilo. Mogoče malo, če lahko rišeš vso to izkušnjo, verjamem, da si jo zdaj že za nazaj, gledaš nazaj, pa si jo predelal na način, pa imaš malo drugo sliko. Kaj se je v bistvu takrat dogajalo? Ja, tako, no, mislim, štart je bil tak zelo lep, sicer je posebna izkušnja, ker smo bile vse na kupu in je to čisto drugo, kakor jaz recimo v Sloveniji, ker večino tekem naredim v solo zasedbi, sem se tam kar mogla tako postaviti pozicijsko, tudi veliko je bilo prerivanja, spotikanja, tako da to je ena posebna izkušnja, ampak drugače pa mogoče, če si je kdo potem predstavljal po mojem odstopu, da sem, ne vem, mogoče precenila svoje sposobnosti, pa da sem šla prehitro od štarta. V bistvu bi rekla, da to ni res, ker sam tempo je v bistvu bil idealen zame, ampak tako nekako prišel je, ne vem, določen moment slabosti, ali kako bi rekla, te krize in v tistem momentu nekako nisem znala odreagirati tako, no, mentalno nisem bila močna v tistem trenutku in ko je telo začelo odpovedovati, ali kako bi rekla, sem se pač, ne vem, predala. Tako, samo v glavi sem imela besede, jaz ne morem več in je bil potem nekako tak pač odločitev v trenutku, da sem se ustavila. No. Sicer zdaj, če nazaj pomislim, se v bistvu ne bi nikoli ustavila, ker sploh, da kaj takega narediš na olimpijskih igrah, res ni glih najboljša izkušnja, ja, ampak ne vem, v tistem momentu je tako človek ne razmišlja, v bistvu sem razmišljala o tisti bolečini, kako je vse težko, kako ne bo več mogel. In ja, mogoče tudi zato, ker ta kriza se mi je zgodila, ne vem, 400 kilometrov do cilja in kar je še precej, ne, če bi se mi to zgodilo, mogoče, ne vem, v zadnji krogu bi jaz že stisnila, pa bi rekla, je čisto vseeno, če me vse boli, že bom nekako, ne, ampak je bilo pa v bistvu to trpljenje še dosti dolgo in nekako, ne vem, nisem uspela, no. Je pa tudi res, da so bili zelo specifični pogoji, ker je bila izjemno visoka vlažnost in tudi stadion, ki je bil tako bolj zaprtega tipa, se mi zdi, da je potem ta steza še bolj nekako sevala gor, to Soparo in ja, občutek je bil tako, kot da tečemo v savni, no. Kakor da si v savni in
Mogoče tudi moje telo nekako najbrž ni bilo pripravljeno na tak nenaporne na okoliščine. In seštevek vsega tega se je potem nekako zalomilo. No. Ampak lahko pa rečem, da ne glede na vse je bila moja sezona uspešna, niti niso bile olimpijske igre cilj sezone. No. Jaz sem vse nekako tempirala na Evropsko prvenstvo za mlajše člane, tam dobiti medaljo. Olimpijske igre sem si pa tako rekla, če bo super, bo nagrada, če ne pa tudi pa naslednje. Ne. Tako da moramo vzeti v zakup, da sem jaz res naredila dolgo sezono, veliko tekem za mano, tudi psihične, fizične priprave in sem bila nekako za olimpijske igre že kar mentalno izčrpana. Mislim, da je tudi to pustilo en davek, ker kot sem slišala pri večjih primerih športnikov so načrtno spuščali tekme, samo zato, da so v bistvu bili v top formi, pripravljeni fizično in psihično samo za te olimpijske igre. No. Tako da se mi zdi, da si na koncu nimam kaj učitati. Pač, gremo naprej, to je ena izkušnja, dobra ali slaba izkušnja je, tako da mora biti pa motivacija za naprej. No. Se bo vrnila še k tem olimpijskim igram, imam še par istočnic tukaj napisanih, ampak preden obdelava še tvojo ostalo kariero, samo še ena stvar od Tokija. Pred igrami je krožil en video, en hec v bistvu, da so postelje tam iz kartona. Dobro, ti s tem ne bi imela težav, ker za svojih manj kot 50 kg bi tudi na kartonskih posteljah lahko prespala, ampak nebrž niso bile, no. Pa so bile kartonske, res. A res? Ja, so bile. Ker to je bilo v bistvu vse, cela stavba je bil tak konstrukt in mislim, da bodo potem tudi oni, da so zdaj to vse podarili. Da so podarili kompletno stavbo, vse materiale in tudi nazaj vrnili k prvotnemu, pač, kdor je to daroval. Posla moram reči, da je bila izjemno neudobna. No. To je bilo tako kamen trdo in potem tudi, ko sva v bistvu z Marušo dale dol jogi in pogledale spodaj, kako je bilo to v bistvu kot neka pena, kot da bi nek stiropor dal, tudi ogrodje je bilo pa v bistvu iz kartona. Tako da moram reči, da za samo regeneracijo ni bilo v bistvu pozitivno, ampak Še nekaj novega smo se naučili o Japoncih in njihovi kulturi, posebej k tem, kako pristopajo tudi k olimpijskim športnikom. Zanimivo, mogoče bo pa zdaj trend kartonastih postelj prišel tudi v Evropo, pa jih bomo lahko Ikei kupovali, pa sestavljali za doma, da se bomo počutili kot olimpijci, vsaj takrat, ko spimo neudobno. Klara, jaz te moram še seveda predstaviti, bolj formalno, mi boš pol dopomnila, kar sem pozabil. Tukaj sem si izpisal par dejstev. Najbolj zanimiv bil naslov v enem časniku, kjer je napisan: Klara Lukan je dolgoprogaška poživitev slovenske kraljice športov. Jaz pa bi temu dodal, da vsekakor športnica, ki je atletiki zapisana že več kot pol svojega življenja. Komaj 20-letna Šentjernejčanka je nase opozorila že kot pionirka, kot mladinka, kot za šalo pobirala državne lovorike in rekorde, ter postala tudi evropska prvakinja na 5000 metrov in podprvakinja v krosu. Prehod v člansko konkurenco je letos začela kot balkanska prvakinja na 3000 metrov v dvorani in podprvakinja na 5000 metrov med mlajšimi članicami. Z odličnimi rezultati si je prislužila tudi vozovnico za Tokio, kjer je tekla v svoji glavni disciplini 5000 metrov. Državna rekorderka tudi na 10 km na cesti, ne skriva ambicij, njen izjemni potencial pa prepoznava tudi širša atletska srenja. Sigurno sem se kje zmotil ali pa kje pozabil. Mislim, nekako glavne nekako uspehe, je bilo kar našteto. No. Imaš med temi naštetimi kakšno posebno omiljeno ali pa najljubšo, recimo, najljubši dosežek, najljubšo zmago? Pa jaz bi rekla, da je v bistvu vsaka tekma zase izkušnja. Jaz poskušam res na vsaki tekmi nekako uživati v trenutku in zagotovo mi te medalje iz evropskih prvenstev izjemno veliko pomenijo, tudi državni rekordi. Drugače pa jaz poskušam uživati in ne bi zdaj rekla, da je neka tekma najljubša, vsaka je zase izkušnja, tako da včasih je pozitivno, drugič negativno, ampak to je športno, tako da z vsemi vzponi in padci
se nekako soočimo in se mi zdi, da glih to je čar športa, no? Da je res dinamično, da ni vedno samo navzgor, ampak tudi navzdol, tako da šport je res lep. No, pri svojih 20 imaš, rekel, za pasom že cel kup skalpov, izjemna statistika. Bila si že kot pionirka, kot mlajša mladinka, kar ena izmed najboljših. Zato mi je toliko bolj zanimivo, da si nekje povedala, da recimo pa profesori na tvoji srednji šoli pa niso verjeli v tvojo atletsko kariero in so ti prej govorili, da te bo to slej ko prej minilo. Nekako je bilo tako res, ker jaz sem se v bistvu v drugem letniku gimnazije, namreč obiskovala sem gimnazijo Novo mesto, športni oddelek in sem se v bistvu potem prepisala na bežigrajsko mednarodno gimnazijo, na mednarodni program. In tam nekako je res ves fokus na akademski ravni in profesori so v bistvu hoteli, da res posvetim v svoj prosti čas šoli, študiju in je za njih očitno bil šport nekako moteč dejavnik. No. Ampak jaz se spomnim, da so mi že pred začetkom tega prvega leta na Bežigradu povedali, da bom, da prvo leto se nekako še da usklajevati, da potem drugo leto, ker je pa ves fokus priprave na maturo, bom pa kar mogla postaviti šport na stranski tir. Ampak meni se je to v bistvu zdelo zelo neumno, no? Mislim, nisem nekako verjela njihovim besedam in sem si rekla, da bom pa jaz dokazala nasprotno, da bom jaz to združila oboje, da bom oboje delala na vrhunski ravni. In danes, če pogledam nazaj, se mi zdi, da mi je to v bistvu kar uspelo. No? Na koncu sem naredila maturo z odličnim uspehom in tudi športno sem se razvila, napredovala, tako da sem mnenja, no, da se v bistvu konec koncev vse da. Vse se da s pravo organizacijo, z motivacijo in to res še velikokrat, ko v bistvu slišim od marsikoga, da je pa nekaj težko, da se pa to ne da usklajevati, pa v bistvu mi je kar na živce, no. Ker s pravo mero organiziranosti se da vse postaviti. Si morda poslala fotko s kakšno od evropskih medalj svojim nekdanjim profesorjem, pa pripisala še dobro, da ste mi rekli, da ne bom uspela, ker sem zato trenirala še bolj, tudi v atletiki. No, to ravno nisem, ampak verjamem, da so pa kje v kakšnem članku zasledili moje komentarje, tako da. Sama zase si rekla, da si trmasta, nepopustljiva, da si perfekcionistka, da te take stvari počgejo še bolj, ne, da ti vzamejo voljo. Res je. Jaz sem v bistvu včasih tudi mogoče malo preveč neprizanesljiva do sebe in do okolice, ampak taka sem in v bistvu nekako ne morem iz svoje kože, jaz vedno dam svoj maksimum, bodi si je to na športnem področju, bodi si na šolskem področju, taka sem in jaz hočem, da je v bistvu vse tako tipi-top. No. Sicer včasih ne gre, včasih se tudi kaj zalomi, ampak vedno stremim k temu, no, da naredim čim bolj po svojih merilih, perfektno, kako bi temu rekla. No, vseeno, zdaj ta mednarodna gimnazija ni mačji kašelj, atletska kariera v drugi strani tudi ne. Kako je to pol izgledalo? Dopoldne šola, popoldne študij, zvečer trening, zjutraj trening. Kako si pol to vse stlačila v en dan, pa ne pregorela, recimo kot en tak insight ali pa nasvet za koga, ki bo šel po tvoji poti? Jaz sem moj dan se začel tako, da sem v bistvu že pred šolo tekla, vedno sem hodila na te jutranje teke, 20 do 30 minut. In to mi je super pomagalo, da sem se v bistvu sploh tako zbudila, da so se v bistvu možgani tudi aktivirali in sem potem v šoli zjutraj dosti lažje sploh spremljala ure. Drugače pa na Bežigrajski gimnaziji je bila posebnost predvsem ta, da ta mednarodni program poteka tudi popoldne, tako da marsikdaj sem imela pouk tudi do 5 popoldne. Je bil po svoje izziv, ampak smo potem tudi
s pogovorom s trenerjem, z ekipo, smo to vse usklajevali in se je dalo, tako da sem daj kakšen trening naredila tudi sama, recimo, če se nismo mogli uskladiti. Ampak ja, sem vedno imela svoj urnik, sem imela urnik v glavi in sem rekla, to moram za danes narediti. In ja, potem, ko sem to naredila, sem v bistvu tako, sem se počutila izpopolnjeno. No. Drugače pa ja, dopoldne v šoli, tudi popoldne včasih, potem popoldanski trening, zvečer sem se še učila, ponavadi, ampak ja, nikoli predolgo, zato ker sem pa tudi vedno gledala, da mora biti zadostno število ur spanca, ker to je izjemno pomembno za regeneracijo, tako da, ne vem, preko 11. ure zvečer nisem v bistvu nikoli zavlekla s šolo. Sem si rekla, kar sem naredila, jutri je nov dan, tako da sem res poskušala gledati tudi skozi športne oči, no, da sem zadostila tudi tem v bistvu potrebam, ki jih športnik rabi, kar se tiče regeneracije. Tako da ja, tako so bili v bistvu moji dnevi obarvani, nekako preplet šole in športa. No. Sem nekje v tistem času si prišla tudi v atletsko društvo MAŠ, če se ne motim, k Tevžu Korentu, pod njegove okrilje. Kakšna je bila vloga recimo trenerja potem, da je oblikoval tvoje treninge, ker je poznal pač tudi tvoj vsakdanjik in je vedel, da pač atletika je še vseeno dopolnitev tvojega dne, ne primarna stvar. Najbrž je pomembno, kakšnega trenerja imaš, kako ti svetuje, kako te usmerja, kako te tudi zabremza morda, ne, ali pa spodbudi v tem takem, bom rekel, času. Ja, res je. Jaz takrat, ko sem prišla v Ljubljano, sem v bistvu zamenjala klub in trenerja, ker se mi še vedno zdi, da to delo recimo nadaljavo ali pa po nekih planih ni najbolj učinkovito, vsaj za mene, no, in sem nekako rabila to asistenco v živo komunikacijo in sem prišla v bistvu v njegovo ekipo k Maruši. Delo trenerja je izjemno pomembno, izjemno pomemben je ta sistematičen pristop, tudi v bistvu program glede na posameznika, ker res velikokrat vidim, da se v bistvu mnogo atletov, športnikov na splošno dela po nekem generičnem planu za vse enakem, kar se mi ne zdi najbolj pametno, no, zato ker vsak je zase človek, vsak ima svoje predispozicije, potrebe in se mi zdi, da je res ta individualen pristop izjemno pomemben. No. In ja, to definitivno nam Tevž Korent daje vsak dan, ker on ima narejen plan za vsakega izmed nas posebej in tudi sproti prilagaja glede na naše počutje in smo res konstantno v komunikaciji. To se mi pa tudi zdi en ključ do uspeha, no? Da se res tudi trener zna prilagoditi in da potem nekako tako najdemo skupni jezik in je s tem napredek še večji. No? Tako da definitivno, ker smo mi individualni atleti, je potem potreben ta sistematičen pristop, s katerim sem v bistvu super zadovoljna. No? In očitno tudi deluje, če vsako leto napredujemo. Tako da, ja, je super. Bravo. V bistvu se pogovarjam z marsikaterim trenerjem, preko vsaj te mlajše generacije, in isto trdi, danes je individualni pristop na kožo pisan atletu tisti, ki lahko prinese rezultate, za razliko recimo od stare šole, ki je spustila atlete skozi mlinček, pa kdor je preživel, pa bil dober, je bil v redu, kdor je pač vmes se poškodoval, magal, pač je to njegov problem. Ampak recimo tvoj talent so pa vendarle odkrili že precej prej, kazala si zametke neke atletske odličnosti že nek osnovni šoli, že dokaj zgodaj. No. To so te prepoznali, se pravi, učitelji športne vzgoje v osnovni šoli, v Šentjerneju. Ja, res je, to je bilo v bistvu, jaz sem že od prvega razreda, ko sem hodila na te šolske krose, sem bila tam v bistvu precej dobra, vedno sem prišla v šoli med prve 3 in potem sem se udeležila tudi državnih prvenstev, ker mislim, da sem bila tudi med prvih 10 v državi
že od malih nog, no, tako da smo nekako takrat že ugotovili, da očitno mi pa tek leži, sploh na malo daljše razdalje, bolj vzdržljivostno. In ja, potem je na pobudo učitelja športne vzgoje, sem nekako v 5. razredu, no, me je mami vpisala v atletsko šolo, no, v Šentjerneju. V bistvu sem pa 2 leti prej trenirala še tenis, to je bilo pa tako bolj kot igra, no, da sem se nekako začela spoznavati s športom. Ja, potem sem pa začela trenirati atletiko v 5. razredu in od takrat priganjam sama sebe, da onemoglosti. Res se spomnim tistih začetkov, pridem jaz iz treninga in doma so me gledali, kaj je narobe z mano, sem bila bleda kot stena, legla sem se na kavč in to sem se zvila v klopčič in se nisem mogla premikati. No. To je bilo res, to sem se jaz toliko gnala sama sebe že, ne vem, odkar vem, da tečem. No. Res, in je bilo prav zanimivo, no, so bili doma so bili presenečeni, kaj to z mano delajo na treningu. Ampak ja, v bistvu ni bil kriv trener, ampak to sem se jaz sama sebe, no, tako gnala. Se pravi, starši so te najbrž podpirali pri tvojih, rekel, atletskih podvigih že v zgodnjih letih, ali so te tudi kaj bremzali, jih je skrbeli za tebe, da ne bi pretiravala, kot se tudi rado zgodi pri kakšnem mladem športniku? Ja, jaz od staršev imam že, odkar tekmujemo, odkar treniram, izjemno podporo na vsakem koraku, res. Vem, da so me na vsako tekmo praktično peljali, šli gledati, navijali, snemali, tako da to sem izjemno hvaležna, ker se mi zdi, ja, da je res zelo pomembno, sploh v mlajših letih, da je ta podpora strani staršev, ker ja, če ti starši že v štartu rečejo, pa kaj to neki brez veze tečeš, brez učinka, je potem jasno, ja, da se nekako otroku popolnoma spremeni ta slika, tudi mogoče motivacija pade. Tako da ja, to se pri meni definitivno ni zgodilo, mene so vedno podpirali in so pač prepoznali to mojo željo po napredku, po dokazovanju sami sebi, tako da to moram reči, da je bila res izjemna podpora in ki traja v bistvu še danes. No. Tako da to sem izjemno hvaležna moji družini, ker konec koncev brez njih tudi ne bi bila danes, kjer sem. No. Tako da, ja, je res, je pomembno, ampak ja, zdi se mi pa, da nekako ta vloga bremzanja pa mogoče bolj pride iz trenerjeva strani, no, ker on tudi regulira trening in potem, jaz sem vedno v bistvu delala po navodilih, nisem delala nič po svoje, tako da kakršen je bil plan, to sem potem tudi naredila. Šentjernej je vendarle dokaj majhen kraj in sem bil načeloma zelo presenečen, da ima svoj atletski klub, ki je potem recimo sproduciral tudi tebe kot vrhunsko atletino, najbrž še koga. Kako to tam izgleda? To je, rekel, neka prostočasna dejavnost zagretih posameznikov, a gre za resno organizacijo, ki načrtno, ne vem, vzgaja bodoče atlete? Ja, kakor se mogoče zdi, da je Šentjernej majhen kraj, imamo pa v bistvu zelo dobro zasedbo športnikov. Mi smo tudi sama osnovna šola, smo bili večkratni državni prvaki, ekipni recimo v atletiki, tudi vedno posegali po najvišjih mestih v različnih športih. Drugače pa ja, atletski klub ni tako majhen, no. Je to sistematično delo, je več trenerjev, zdaj se mi zdi, da so se tudi še precej razširili, spodbujajo mlade k vpisu in so tudi super trenerji, recimo moj bivši trener Elvis Antončič je po mojem mnenju res super trener, ker me je tudi on v bistvu zelo pametno treniral, meni recimo že v zgodnjih letih dajal ne vem kakšne treninge, da bi jaz že takrat dosegla svoj maksimum, ampak me je res, bi lahko rekla, šparal. No. Me je šparal, ker se tudi spomnim, ko sem bila v 7. razredu, pa sem bila zelo blizu državnega rekorda na 1000 metrov, pa mi je, se prav spomnim njegovih besed, mi je rekel tako, če boš odtekla rekord, super, če ne pa tudi v bistvu nič hudega. No. Mi je povedal, da me ne bo posebej pripravljal, da ga otečem, potem sem vseeno ga otekla, ampak nismo pa nič v bistvu treninga sistematično v bistvu delali k temu, da bi jaz otekla tisti državni rekord. Tako da to se mi zdi nekako super pristop, pa tudi recimo naši treningi so bili res tako vsestranski, jaz sem praktično trenirala vseeno. Jaz sem skakala v višino, daljino, tudi mete smo trenirali, šprinte, ovire.
vseeno smo se vse stransko razvijali in sem se praktično, ne vem, 1 do 2 na teden sem se jaz v bistvu bolj posvečala svojim tekom, pa tisto, kar mi leži. No. Drugo smo pa trenirali vse skupinsko skupaj, kar se mi zdi res en super pristop, ker velikokrat slišim, no, da se v bistvu že 10-letni otroci pa so, ne vem, tekači, pa sam tečejo. Tako da to se mi res mogoče ne zdi za sam razvoj športnika, se mi ne zdi najbolj smiselno. No. Tako da, kar se tega tiče, sem jaz imela super usmeritev, da sem se res lahko postopoma počasi razvijala, ker ko če človek pomisli, kaj ti pomaga, da imaš pri, ne vem, 12 letih državnih rekord, pa si potem, ne vem, čez 3 leta, pa že se praktično že konča svojo športno pot. No. Mi ne zdi glih najbolj pametno, ja. Tako da lahko rečem, no, da sem imela super usmeritev skozi vsa leta mojega športnega udejstvovanja. Ja, takih primerov poznamo kar nekaj, ja, ko so pri 15 obetavni atleti, športniki nasploh odnehali zaradi različnih razlogov, tudi morda tega, ker so prehitro doživeli prevelike obremenitve, sicer dobre rezultate, ampak kako boš napredoval, če imaš že pri 15, 13 treningov na teden, pa komaj živiš, kam lahko napreduješ do 20. leta. Morda je prednost teh manjših klubov v narekovajih tudi to, da so raznovrstni, da potem niso toliko specializirani v toliko zgodnjih letih, kar je morda lastnost kakšnih večjih sredin, kjer že dokaj zgodaj, ne vem, za otroke potegnejo čisto v striktno določeno disciplino, pa potem na koncu izplen ni tak, kot bi si želel. Vendarle, ti si že v tistih letih pionirskih, mlajših, mladinskih bila močna, ko si se potem preselila v Ljubljano, so v atletskih krogih najbrž to vedeli, so dobivala kakšne ponudbe tudi z drugih klubov, no, da greš k njim, oziroma ali tega ni bilo, pa si sama potem izbrala MAS? Pa v bistvu MAS nekako še ni bila toliko, bi rekla, ne vem, toliko ključna odločitev, ampak jaz sem se bolj v bistvu obremenjevala s tem, da bom prišla v dobro trening skupino, ker to mi je veliko pomenilo. Ja, mi je pa pomagal pri tem bivši trener, ker je v bistvu on kontaktiral Marušo in potem smo se nekako sestali tudi s Tevžem na sestanku. Se takrat spomnim, sem šla leta 2017 prvič na priprave z njimi v Kranjsko Goro in smo potem nekako takrat videli testno, no, če bo šlo skozi, če se bomo ujeli. In ja, smo se. Tako da, ja, potem MAS je pa nekako, sem se odločila za ta klub, ker je to ljubljanski klub, ker je tukaj blizu, ne, sem v tem okolišu. Tako da, ampak ni pa to igralo ključne vloge, no. Meni je bila predvsem ključna trening skupina, ki sem jo pa potem, ja, v bistvu super dobila. No, rekel, atleti, tekači nasploh velikokrat pravijo ali pa pogrešajo ravno to, kar si zdaj omenila. Dobro, rekel, skupino, dobro sredino, ekipo, kjer se da tudi trenirati en z drugim, en drugega vleči. Ti si prišla v ekipo z Marušo Mišmaš, pod istega trenerja, zdaj bliskovito v tem napreduješ. Najbrž je to dejavnik en pomembnejših v tvojem razvoju kot atletinje. Če bi šla kam drugam, kam sploh bi recimo lahko šla recimo na tak visok nivo, da bi se razvijala podobno ali pa morda celo bolje, je že težko reči? Ja, definitivno, ker nekako človek težko sam sebe spravi čez svojo cono obdobja. To je res izjemno težko, pa sploh to na dolgih progah. No. Tam je še res ekstra pomembno, da si nekako mentalno na visokem nivoju, da zdržiš to bolečino, da greš preko bolečine in to je pri meni super v bistvu vzbudila, pomagala Maruša, ker ja, midve sva res trening partnerici in sva praktično na vsakem treningu drugo ženeva, pa ima recimo kdaj, ne vem, ona slabši dan, pa sem jaz recimo v tistem momentu, ne vem, boljša, pa
jo jaz bolj v bistvu priganjam ali pa obratno, tako da se v bistvu super dopolnjujeva, ker jaz sem bolj vzdržljiva, ona je bolj hitra in potem tudi pri določenih treningih, mislim, se super komplementirava. In ja, meni se to zdi izjemnega pomena, ker recimo takoj, ko jaz delam sama trening, se nekako prepustim te coni obdobja in je kar težko iti preko tega. In je pa izjemno pomembno, da greš preko svojih mej, ker edino tako se napreduje. No, ko si prišla, rekel, to treninško skupino, si bila počasnejša, zdaj, bom rekel, Maruši, dihaš za vrat, če se pomerita, včasih jo tudi že premagaš. Kako se je pač tudi ta odvajen odnos razvijal, najbrž je to nekaj normalnega, Maruša je malo starejša od tebe, ima več izkušenj, ampak vendarle, ti zdaj prihajaš kot, rekel, meteor. Na treningih sta prijateljci, na tekmah sta konkurentki. Najbrž sta obe profesionalni, da to pač ne vpliva na vajen odnos, oziroma da je to sestavni del pač tega biznisa, športa, če hočeš. Ja, mislim, meni se zdi to ena zdrava mera tekmovalnosti, ker mora biti, drugače tudi ni tistega pravega zagona, pravega adrenalina, ker ja, jaz tako, če pomislim na treningih, jaz sem pred glavnim delom treninga praktično vsakič kar malo živčna. In to se mi zdi, da je sestavni del vrhunskega športa in edino ja, tako se potem, ko v bistvu tudi tekmujemo drug z drugim, to je v bistvu najboljši recept za napredek, ker praktično tudi tekme je to ena mera tekmovalnosti in je super, da to že vsak dan vadimo, ker če bi človek skozi treniral sam, je potem mogoče tudi tekma kar malo šok za telo, za glavo in mi pa imamo to na vsakem treningu in to je en tak super trening za tekmo. No, super povedano. Z Marušo sem se tudi pogovarjala takrat v podcastu o teh stvareh. Ona ima zdaj že kar kilometrino, ima točno izdelane cilje, študira, jasno, tudi ti študiraš, če se ne motim, biotehnologijo, zelo podobno pot ubirata. Kako zahtevno pa je zdaj, bom rekel, kombinirati? Človek bi pomislil, če si že mednarodno maturo opravila, pa ob tem rušila državne rekorde, ji bo študij potem šala mala, pa vendarle, študij zahteva tudi del človeka, zahteve v tvoji atletiki so vedno večje. Je težko usklajevati ali malo odlagaš ta študij oziroma ga delaš počasneje, ravno zaradi tega, da lahko še ostale stvari delaš, bom rekel, bolj kompleksno, bolj Ne, v bistvu ne. Jaz sem študij, letošnji letnik sem jaz zaključila že okoli 20. junija. Tako da sem praktično celo poletje nekako prosto, da se lahko posvetim športu. In ja, moram reči, da zdaj nekako, ko nimam študija, ko sem šport, sem kar malo nesrečna. Kakor da bi mi nekaj manjkalo, del mene. Ker sem navajena, da je skozi ta tempo, da je skozi neki ritem hiter. Zdaj pa ko v bistvu čakam na tisti trening, 2 treninga na dan, vmes pa kar ne vem, kaj bi sama sabo. In ja, definitivno študija tudi ne nameravam odlagati za enkrat. Verjamem pa, da bodo svoji izzivi, sploh ko bomo recimo šli kam na priprave, pa recimo za en mesec, je tudi po svoje izziv se uskladiti in s profesorji in samimi predavanji, izpiti. Ampak se mi zdi, da jaz bom to zmogla, ker je bilo že veliko težkih izzivov na moji poti, pa se mi zdi, da se vse da. Tako da jaz poskušam ostati zvesta svojim ciljem, načelom, svoji vztrajnosti. Tako da definitivno, če se bom pravilno lotila stvari, se mi zdi, da se potem na koncu lahko vse lepo izpelje. Zakaj kemija oziroma biotehnologija?
Kaj te je potegnilo v to smer, recimo? Že od vedno, no? že se spomnim ob koncu osnovne šole, sem bila zelo zagreta za kemijo, za vse te naravoslovne smeri. In ja, že takrat sem v bistvu jaz govorila, da jaz bom šla pa sigurno študirati kaj v tej smeri. Ja, to me zanima, tako da res uživam ob tem, no, ko se učim o stvarih na tem področju. In tudi v prihodnosti nameravam recimo tudi po športni karieri definitivno iti na delo v smeri naravoslovja. Wow. Ob vsem tem povedanem si ne morem misliti, da ti je bilo kdaj, bom rekel, v zadnjih letih, da si imela slabo sezono, se že po statistiki vidi, da praktično ne, ampak si imela kdaj tudi slabe momente, vseh teh letih, pa je kdaj pač slab strik, slab teden, slab mesec, pa si rekla, no, ne vem, te atletke imam počas dost, ali si toliko v tem, da tudi pomisli ni bilo na to? Ja, definitivno, da pridejo slabi momenti, tudi kakšni dvomi, ampak jaz si takrat rečem, tudi če mogoče nisem najbolj motivirana, si rečem, jaz to moram narediti in grem in naredim. No? In tako da vedno je ponavadi tako, da tudi če se mi ne da, grem, naredim in je potem boljši občutek. Tako da včasih se pač nekako mora človek po domači povedano brcniti v rit, pa iti narediti. No? Tako da zato mi je pa tudi super, da imam jaz nek plan, da imam trenerja, kateri me usmerja in potem si rečem, ja, če je to danes na planu, to bom izpeljala in ne glede na vse, tudi če se mi recimo ne da. No, to je bil super nasvet, rekel, ne samo za mlade športnike, za vse nas, ki imamo slabe momente, veliko slabih momentov, pa včasih preveč premišljujemo, pa premalo naredimo, včasih moraš samo iti, pa razmišljati kasneje. Ja. Ker si večkrat omenila, da si pač dosledna, da si perfekcionistka, a tudi pomeni, da si redko zadovoljna z doseženim, oziroma da manj uživaš v dosežku, ker zmeraj vidiš še en korak dlje, a se znaš pač tudi iskreno poveseliti, pa kdaj tudi malo počivati na lovorikah. Pa jaz bi rekla, da zaenkrat še nisem dosegla te faze. No. Zdaj še nekako vedno stremim k boljšemu. In res imam včasih kar težavo, se okolica, ne vem, ponavadi kar bolj veseli mojih uspehov, kot sama. Sama nekako kar ne dojamem, pa si rečem, pa saj bi lahko bilo še boljš, pa pol iščem, kje je še možno za napredek. Ampak ja, to se mi zdi, da je pa tudi ena dobra lastnost v športu, ker edino tako se še motiviram naprej in ja, stremim k napredku, ker če bi se v bistvu že pri 20 letih zadovoljila z vsemi svojimi uspehi, bi bilo kar malo škoda, no, da bi zaključila kariero že zdaj. No. Ker se mi zdi, da me v bistvu, jaz sama sebe vidim, da v bistvu jaz šele stopam na to športno, profesionalno športno raven. Jaz sem nekako še pionirka v tem, bi jaz rekla. No. Tako da ja, verjamem, da me čaka še veliko stvari. Ja, spomnim se tistega intervjuja z Marušo na olimpijskih, ko je novinar vprašal, če bo ta nastop vrhunec njene kariere, pa je rekla, da nikakor ne smatra tega kot vrhunec svoje kariere, da pred sabo vidi še marsikaj. Evo, tisti nekaj podobnega povedala, še lepo praskala sem po vršini, kje so še najboljše stvari, no to je fajn slišati. Ampak dajva še kakšno čisto tehnično, vem, da si kot pionirka oziroma mladinka tekla na 800.500 metrov, sama si potem kdaj rekla, da si prepočasna za te dve disciplini, da imaš več vzdržljivosti za daljše in si tako hitro prišla na 3000, 5000. Ja, nekako je bil res moj razvoj tak. V bistvu mi smo vedeli že, jaz se spomnim, moj prejšnji trener mi je rekel, že ko sem bila stara, ne vem, 15 let, da dolgoročno gledamo, jaz ne bom 800 metrašica, ker nekako genetsko nimam prirojene te hitrosti. In je on že takrat vedel, da bom jaz slej ko prej mogla iti na daljše, ampak mi je bilo pa zelo všeč, da me je v bistvu poskušal takrat še zadržati na teh krajših razdaljah, ker je izjemnega pomena, da v bistvu športnik trenira hitrost pri mlajši starosti, ker takrat je v bistvu največji napredek v hitrosti. In ja, jaz sem nekako potem
postopoma v bistvu zamenjala discipline. Se spomnim, da sem šla v bistvu, mislim, da leta 2018 na prvo svojo 1500 metrsko razdaljo in istega leta, v koncu leta sem šla prvič na 3000. Potem v letu, ko sem postala evropska prvakinja na 5 kilometrov, sem v bistvu praktično prvič tekmovala na 5000 metrov. Sem naredila, ne vem, eno tekmo, se mi zdi, pred evropskim prvenstvom. Praktično sploh nisem v bistvu nekako vedela, kako treba teči, ampak mogoče mi je pa ravno to prineslo, tisto sproščenost, da nisem preveč razmišljala o tempu, kakšen mora biti, in sem pač samo tekla. Tako da včasih je mogoče najbolj pametno, da človek samo teče in je potem rezultat. Če si že omenila to evropsko prvenstvo na švedskem v Borasu, takrat si tekla 5000, suvereno si zmagala, ampak jaz sem gledal tiste rezultate na 1500 pa na 3000, s svojimi takratnimi rezultati bi bila čist lepo konkurenčna, z lahkoto, lahko bi zmagala katerikoli od teh disciplin. Kdo se je odločil, da greš takrat na 5000, ne pa recimo na 3000 ali pa so na 1500? Pa mislim, da sem se to odločila kar sama, no? Nekako po tem potehtnem razmisleku, kje imam največ šans, mogoče kje se najbolj lagodno počutim, sem se potem sama odločila za 5 kilometrov. Mogoče tudi zato, ker sem bila še zelo neizkušena, pa sploh še mogoče nisem vedela, kaj je to pravo trpljenje ali pa tako, ne. Ker zdaj recimo na 5 kilometrov gledam čisto z drugimi očmi, ker sem gledala takrat. Ampak mislim, da je bila na koncu to moja odločitev. Jaz se spomnim enega posnetka, ko si tekla, mislim, da zadnji krog, praktično solo teku že prej, no, tisto tekmo si dobila približno tako, kot da bi šla tja sama nekaj odlaufati, potem so pa za tabo prišle vse ostale, mislim, da si imela vsaj 6 sekund do Italijanke, takrat Nadje Batokleti, če se ne motim. Si zadala kar hud poraz, no, ona se je potem maščevala na krosu, če se ne motim, sta zamenjali mesti, no. Takrat se je pač vendarle spremenilo v tvoji atletski karieri, marsikaj postati evropska prvakinja med mladinkami, pa nekaj pomeni štenkco več, je bilo to recimo pri sponzorjih, ali pa v medijih, ali pa nasploh, no, to pripoznano kot nek rekel, dosežek svetovnega ranga, ki ga je treba pač sedaj, ne vem, nekako nagraditi, opaziti in tako naprej. Jaz bi rekla, da takrat da sem medijsko takrat postala bolj prepoznavna, sem imela kar nekaj intervjujev, pa še se mi zdi, da je bil to kar tak boom za Slovenijo, glede na to, da ravno ni zlata mladinska medalja pogosta. Tako da takrat so me kar prepoznali in tudi se spomnim, da je bil potem kar precejšen pritisk za kros, no. Glede na to, da sem dobila medaljo na 5000 metrov, kros je pa tudi pač daljša razdalja in so nekako potem tudi pričakovali medalje, no. Ampak jaz sem nekako, nisem se s tem niti obremenjevala. Tudi moj cilj je bila medalja, sem jo tudi napovedala in sem nekako si rekla, da jaz sem sposobna to odteči in definitivno se pa lahko zgodi marsikaj, ker to človek ne more predvideti, recimo tudi tisti kros je bil tak izjemno zahteven, moram reči, zelo specifična proga, smo imeli skoraj kot gorski tek. Tako da bi tudi lahko, ne vem, recimo moje telo ne bi, zdržalo, pa bi bila katera druga močnejša. Ampak to je šport, tako da treba vztrajati, potem pa je izkušnja v se. Je bila Italijanka Batokleti sedaj toliko boljš pripravljena, a je vedela, da ti prihajaš, a sta se udarili kaj v neposrednem boju takrat, ali si ti že vedela, da je morda v tej disciplini pa ona močnejša, pa da boš najbrž mogla pač priznati tudi poraz? Jaz se v bistvu z njo nisem obremenjevala, pač vedela sem, da je ona je specialistka za krose, za te podlage, ker ona je tudi leto prej zmagala evropski kros mladinski.
Ampak jaz se pretirano nisem obremenjevala, sem rekla, moj cilj je medalje, se bom držala v ospredju. Potem je v bistvu celo tako uspelo, da če bi bila razdalja najbrž še malo daljša, bi jo mogoče dobila v finišu, ker sem dodajala, no, sem se ji približevala. Ampak ja, tisto je bila res izjemno zanimiva izkušnja. Obe smo bile močni, potem pa je nekako se morala priznati premočno. Da, ja, moram pa izpostaviti, da ima pa ona letos recimo izjemno sezono. Ona je dosegla na olimpijskih igrah 7. mesto, kar je res wow, poklon. Napredovala za minuto na 5 kilometrov in tudi izpilila svoj finiš do potankosti. Tako da jaz se lahko letos samo priklonim in v bistvu mi dajo motivacijo, da bom tudi jaz v bistvu tako napredovala, kot je ona. Kar je res super, no, da imamo tekmovalke tako visokega ranga pri tej starosti, namreč ona je moj letnik in ja, to mi daje eno super motivacijo za naprej. Ja, tisti olimpijski finale smo spremljali, mislim, da je bila Italijanka celo najboljša belka v finalu, takoj za Etiopkami, Kenijkami in Nizozemko naturalizirano z časom krepko pod 15 minut. No, to je bilo pa res že impresivno, no, videti, da tudi belke znajo tako hitro odlaufati. Ja, in sem potem, ko sem se malo pripravil na tale pogovor, rekel, no, če je Klara Lukan pokorila, rekel, najboljšo belko na 5000 metrov na olimpijskih, bo na naslednjih olimpijskih mogoče ta vloga zamenjana, tako da, ok, zdaj uživaj na lovorikah, Nadja, Klara prihaja čez 3 leta v Pariz. Zmenjena. Videl sem v tvojih statistikah, da si se poskusila tudi v steeplechaseu in na 2 in na 3000 metrov, ali to bolj za test, za hec, ali zato, ker sta pač z Marušo klubski kolegici, ali si imela dejansko kakšne ambicije tudi v teh disciplinah? Ja, to je bilo tako zelo zanimivo, ker jaz niti nisem, ne vem, mogoče sem naredila 1 trening, 2 treninga, preden sem šla na tekmo, praktično sploh nisem vedela, kaj je to vodna zapreka, ampak ja, trener mi je rekel, to boš ti šla za trening. Me je bilo sicer strah, res moram priznati, me je bilo strah, sem imela malo tesnobe, ampak sem si rekla, nov izziv, zakaj pa ne, nimam kaj izgubiti, padla najbrž ne bom, kar sem potem, kar sem na prvi vodni zapreki, je bilo kar smešno, ampak sem se pobrala, sem šla naprej. In ja, potem, ko sem otekla, sem si rekla, evo, pa sem v bistvu premagala še en svoj strah, še eno prepreko, tako da, ja, definitivno si pa v prihodnosti želim, da bi otekla še kakšen steeple, ker je res zabavno, je svoja izkušnja. Tako da lahko pa rečem, no, da je velika razlika med 2000 in 3000 steeple, to pa je kot dan pa noč, ker nekako v tistem zadnjem kilometru te toliko utrudi, da postane čisto druga disciplina, no, drug napor, in ja, samo poklon vsem steeplašicam Maruši, da v bistvu tako kvalitetno to teče. Že brez ovir je 3000 metrov težka disciplina, zahtevna, z ovirami pa sploh res, tako da z užitkom spremljam vse nastope. No. Tako. No, zdaj mi je jasno, zakaj je Maruša rekla, da bo kakšno leto tekla še 1500 metrov, očitno je nekaj slišala, da bo Klara Lukan probala steeplechase, pa rekla, to pa ne gre, ne? Zdaj me pa še tam premagala, ne hecam se, seveda se hecam. Si predstavljam, ja, da je steeple je zahteven, že gledati je dosti naporno, posebej tam, ko čofotajo, rekel, ko čofotate tekači v tisti vodi, not pa ko ti tam zdrsne, se rekel, resno poškoduješ skoraj, da. Ampak ti imaš dosti drugih disciplin še za obdelati, zdaj posebej, ko si v članski konkurenci, se ti odpirajo neskončno možnosti. Mogoče vprašanje, no, ki se mi zdaj porodilo, marsikakšna, pa že prej so govorila o tem, ampak marsikakšna atletinja v mladinskih ali pa celo mlajših
kategorijah, mlajših članskih, dosega vrhunske rezultate, potem pa prehodil v neko člansko konkurenco, kar nekako zbledi, nekako ne najde svojega mesta. Ti si imela ta prehod, nam rekel, dokaj lahek, ampak dokaj tekočno. Ti si se znašla že prej v zelo mladih kategorijah, si pobirala medalje v mladinskih, potem letos medalje v mlajših članskih, da si bila v članski konkurenci na olimpijskih igrah. Je ta tvoj postopen razvoj zaslužen za to, tvoj, fokus mentalni, ali pa morda to, se pravim, da še nisi iztrošena treninško na en način, ne? Da bi ti neke obremenitve počasi že presedale? Definitivno je za ta prehod, razvoj zaslužen sam trener, ker praktično on me usmerja vsak dan. In ja, že skozi vsa leta mojega treninga bi rekla, da je bil ta sistematičen pristop, da ne prezgodaj, prehitro. Mi smo nekako potem postopoma dozirali tudi količino treningov, ker jaz sem začela s treningi 3-krat tedensko. Pa še to je bila v bistvu bolj igra, pa sem potem začela dodajati, tako da sem šele zdaj nekako začela delati na teh tekaških kilometrih, in to se mi zdi res ena super pot, ker tako sem si tudi preprečila marsikatero poškodbo. Tako da, ja, zdi se mi, da je res zelo pomemben ta sistematičen pristop in tudi kontinuirano delo. In nekako jaz na svoji športni poti še nisem imela nekih velikih preprek, distrakcij, da bi v bistvu morala prekiniti svoj trening proces. Jaz do zdaj so stvari šle v bistvu relativno gladko in upam, da bo tako tudi v prihodnje, da bo čim manj teh motečih dejavnikov, kot je recimo poškodba. Tako da, ja, zaenkrat gre vse v pravi smeri. Kje pa morda vidiš ti kot atletinja, vlogo nekega krovnega organa, atletske zveze kot take, pri razvoju mladih atletov? Tukaj, atletske zveze najbolj krvavi v narekovajih, ko zgublja perspektivne mlade športnike, ki ali naj si bo uidejo v druge športne panoge ali odneha, kakorkoli. A je tle morda moč kaj več postoriti, da bi neka krovna zveza, ki je sicer, ki spodbuja in tako naprej, ki je ponosna na vse dosežke, še kaj več naredila, da potem koga, ki je morda mejen, spodbudi, ga usmeri, ga vključi v kakšno sredino. Ne vem, kaj ti misliš? Ja, meni se recimo zdi super, ko so začeli, tudi dajati v razne te range atlete, tudi mlajše selekcije, da je recimo, jaz se spomnim, ko sem bila še jaz mlajša, smo, dobili na letni ravni ene priprave, recimo teden priprav za ston, in to se mi zdi ena taka super motivacija, spodbuda za atlete, da gre recimo lahko, meseca maja na priprave v Medulin za en teden in potem tam trenira, napreduje. Drugače pa ja, zdi se mi tudi, da je ta mogoče medijska izpostavljenost, da je tudi zelo pomembna, recimo, da se pišejo kakšni članki, da so intervjuji, in potem se mi zdi, vsakemu se tako se dobro zdi, da v bistvu prebereš o svojem uspehu, svoje besede, da te malo bolj podrobno predstavijo. To se mi zdi ena taka super motivacija in zagon za športnike. Tako da, ja, definitivno ta spodbuda atletske zveze je tudi zelo pomembna pri sami razvojni poti atleta. No, se mislim, da predstavniki atletske zveze poslušajo tudi tale podcast, saj ne dva poznam. Vem, da so ponosni na atletski razvoj v zadnjih 2-3 letih, in da imajo namen in plan leta 2024 v Parizu dejansko odnesti tudi kakšno medaljo iz olimpijskih iger. Pa je 3 leta lahko še dolga doba, da se še marsikaj narediti. Tekla si zdaj na olimpijskih igrah, tekla si z največjimi imeni.
rekel, atletike na tem področju. Kako je teč z Sifan Hasan, pa Gudav Cegaj, pa s Kenikami, z Japonkami, z najboljšimi v tem športu, kar jih je? Ja, to je en super občutek, ampak se mi zdi, da iz moje perspektive jaz to čisto drugače dojemam, kot mogoče zunanji opazovalec. Tisti, ki gledajo to po televiziji, se mogoče to zdi wow, pa rečejo, joj, kakšna čast zame, recimo. Ampak jaz pa sem njih v bistvu tako dojemala kot sebe enakovredne tekmice. Jaz sem bila tako, ok, super, dobila sem to priložnost in v bistvu niti nisem podcenjevala svoje sposobnosti. Jaz sem si rekla, jaz sem lahko zraven, vrstila sem se in ja, definitivno nisem prišla na olimpijske igre samo pomahati v kamero na štartu, ampak sem se prišla tako resno spopasti, tekmovati s tekmicami. Sicer mogoče me je zdaj v tej fazi tudi to stalo od tega, da sem odstopila, ker sem bila v tistem momentu mogoče malo preveč stroga do svojih sposobnosti, do sebe in mi nekako psiha ni dala, no, da bi pač upočasnila in šla lepo v zadej. Ampak se mi zdi pa mogoče vseeno to ena taka lepa popotnica za naprej. Jaz verjamem, da se bom v bistvu čez 3 leta vrnila močnejša, pa se bom mogoče te izkušnje samo nasmejala, pa bom rekla, joj, kaj sem že vse dala čez. V bistvu, ko je bilo na začetku moje športne poti, ko sem bila še neizkušena. Jaz verjamem, da bom iz tega lahko naredila eno veliko zgodbo in da bom potem močnejša, bolj konkurenčna njim. Ja, zdaj pa nekako se še vidi, no, da nisem še na tem nivoju, ampak se mi tudi zdi, da v bistvu pri 20 letih še ne rabim biti, no, da je še veliko treninga pred mano, še veliko se za naučiti. Tako da verjamem, da me čaka, no, še veliko izkušenj, preden bom sploh res kvalitetna tekmovalka. Sigurno boš spremljala tudi Prefontaine Classic, ki je ta vikend v Oregonu. V Oregonu bo namreč naslednje leto svetovno prvenstvo v atletiki. Prav Sifan Hasan je napovedala, da bo tam ta vikend napadala svetovni rekord na 14:06 od Etiopke. Gide je izjemen rezultat. Mislim, da Hasanova nikoli ni tekla po 14:20. Misliš, da ima kakšne možnosti? Jaz bi rekla, ja, da pri njej je vse možno, ker vse smo bili na olimpijskih igrah. Padec, pa vseeno 3 medalje, od tega 2 zlati, tako da mislim, da ona res nima mej. In ja, jaz si privoščim, upam, da ji uspe, ker edino tako, no, tako da se napada rekorde, tako se napreduje in mogoče bo pa tudi ona dala motivacijo s tem še kateri drugi atletini, da bo poskušala premagati njen rekord in ja, tako nekako se mi zdi, ko sami sebe nekako spravljamo iz cone udobja, poskušamo narediti še več in več, tako se potem tudi razvija atletika, no, in šport na splošno. Tako da meni se zdi to super motivacija tudi za ostale njej konkurenčne tekačice trenutno. Tako da je super, no. Meniš, da ta tehnologija tempiranja za svetovni rekord s tistim žarkom, pa nove, bom rekel, atletske steze, novi tartani pripomorejo k dosežkom? Je to sestavni del tega razvoja, tudi rekordov atletike nasploh? Ja, jaz bi rekla, da definitivno, ja, da take stvari, malenkosti v vrhunskem športu definitivno štejejo in tudi recimo z razvojem tekaških copat, šprinteric, teh s karbonskim podplatom, to se mi zdi, da pripomore k rezultatom, no. Ker če pogledamo statistiko, so rezultati v bistvu enormno, no, odskakujejo in definitivno z razvojem tehnologije je vse boljše, so boljši rezultati. Ker če se ozremo nazaj v preteklost, pa se spomnimo recimo, da so nekoč, ne vem, niti ni bilo tartana, je bil, ne vem, lež, pa so tekli bosi. Je logično, da takrat niso mogli biti taki rezultati, kakšni so danes. In tudi verjamem, da se bo v prihodnje še marsikaj dalo dodelati na tem področju. Se pravi, moram pobarati kakšnega organizatorja, kakšnega mitinga v Sloveniji, ki bo organiziral 5000 metrov. Bom rekel, da naj stempira svetlobni žarek na 15:14, ker bo Klara Lukan prišla podirati državni rekord na 5000 metrov. Namreč to niti ni toliko nedosegljiv cilj, letos si tekla že 15:23,
To je izjemno, upoštevajoč, da je državni rekord Helene Javornik 15:15, če se ne motim, 8 sekund. Je to dosegljivo morda še letos ali je bila sezona prenaporna? Ja, letos ne bom več tekla na 5 kilometrov, ampak se mi zdi, da bi bilo čisto dosegljivo. No. Jaz sem tudi že v bistvu s to mentaliteto šla na olimpijske igre, da bi poskušala odteči pod 15:15, ker ja, če povzamem tekmo, na kateri sem odtekla 15:23, je bilo to res kar slabo. No. Jaz sem po tisti tekmi kar malo razočarana, pa ne s svojim pristopom, ampak samo tekmo, ker mi smo štartali ob 10:30 zvečer, kar je zame absolutno prepozno, ker jaz imam tak bioritem, da sem ponavadi takrat že v bistvu v spalnem trenutku, sem že nekako v posli in potem ob taki pozni uri se aktivirati, odteči na polno 5 kilometrov, moram reči, da je kar težko. Ampak ni bil samo to problem, recimo problem je tudi to, ker sem jaz takrat tekla bolj kot ne v kenijski zasedbi, je bilo veliko tekmovalk črne rase in one imajo pa zelo specifičen način teka. To je bilo v bistvu konstantno menjavanje tempa, kar pa se mi zdi, da za evropske tekačice ni ravno najbolj ugodno, ker se spomnim, sem se postavila z eno Kenijko in v vsakem trenutku, ko sem jo hotela prehiteti, je pospešila in je nisem mogla prehiteti. Potem, ko je pa sem se postavila za njo in sem odnehala, je pa tudi ona upočasnila. No. In je bilo res, je bilo po svoje zelo naporna tekma. Tako da. Se pravi, planiraš kakšne priprave v Keniji, ker boš posebej študirala njihovo taktiko na stezi? Jaz bi rekla, da v bistvu vse njihova taktika ni v bistvu sploh nič komplicirana. Najbrž one niti ne razmišljajo, one tečejo in tako so jih najbrž učili že od malih nog. In se mi zdi, da se bomo mogli bolj mi, evropski tekači, prilagoditi na njihov način teka. No. Oni se definitivno ne bodo nam prilagajali, ker so zelo močni, zdržijo precejšnje napore. No. Tako da, je zanimivo, je definitivno zanimivo, taki mitingi me v prihodnosti zagotovo še čakajo. In se bom kar mogla nekako navaditi, da to je pač njihov način in s tem treba potem tudi delati, tekmovati. Navsezadnje, postajaš ena od, tistih prepoznavnih belih tekačic med, temnopoltimi, ki jim lahko v prihodnje zmešaš trene. Kljub vsemu, letos si bila na olimpijskih, smo bili kar malo presenečeni. Tik pred zdajci se je uvrstila v ekipo. Jaz se spomnim, sem se spomladi še s tvojim očetom pogovarjal, enkrat pa je dejal, norma je 15:10, to je zelo visoko postavljena, šla si takrat tudi na tekmo Francijo, ne loviti tega časa, ampak se mu čim bolj približati. No, na koncu si z temi odličnimi rezultati zaradi uvrstitve na svetovni lestvici, če se ne motim, dobila tudi vabilo oziroma mesto med olimpijkami in kot zadnja udeleženka prišla tudi v slovensko atletsko reprezentanco. V bistvu na koncu je še tako izkazalo, da sem pridobila še eno mesto, tako da sem se potem v bistvu predzadnja uvrstila kot 41. Je pa ta ranking sistem zelo zanimiv, ker praktično do konca športnik ne ve, ali je noter ali ni, sploh tisti, ki so na repu te liste, ker pri meni se je v bistvu tako zgodilo, da se je veliko športnic, katere so bile pred mano na 5000 metrov, se je potem odločilo za druge discipline, recimo 10.000, ali pa tudi nekatere vem, da so šle in na steeple in 1500, tako da se je nekako potem konkurenca tudi malo premešala in sem s tem začela pridobivati mesta, ker na začetku sem bila v bistvu okoli, mislim, da 50. mesta, mogoče 48. mesto, potem sem pa v roku parih dni, ko so začele tekmovalke odpovedovati svoj nastop, na 5000 metrov sem jaz se nekako povzpela po lestvici in na koncu pristala kot potnica za olimpijske igre. Je bilo to zate presenečenje ali si se malo računala, da se to lahko zgodi? V bistvu
par dni, preden se je zaključil ta ranking sistem, sem nekako bila že v bistvu sprijazena, da jaz ne bom prišla, da sem blizu, ampak da mi ne bo uspelo. No, potem pa, ko je kar naenkrat začela številka padati, sem pa postajala živčna. Sem bila pa, ker v bistvu na koncu sem imela tak občutek, sem si rekla, joj, pa kaj pa, če mi bo zmanjkalo ravno eno mesto, to bi bilo pa v bistvu najbolj nesrečen razplet, ne. Res. In potem, ko sem videla, da sem pa notri, sem pa skakala od veselja, no, ker nisem mogla verjeti, sem bila navdušena in izjemno hvaležna, zadovoljna, da sem dobila priložnost, se pomeriti z najboljšimi na svetu. No, žal na olimpijskih nisem mogla spremljati menda Maruše Mišmaš, ker ste se mogli po nastopu v 48 urah potem umakniti iz Tokija, to drži? Res je, jaz sem v bistvu imela že takoj naslednji dan zvečer po mojem nastopu že let domov, ampak sem imela pa eno veliko srečo, ker ravno na letalu smo imeli v bistvu vsak sedež imel svoj tak majhen displej in so prenašali v živo tekmo. In to sem bila tako vesela, ker sem drugače v bistvu sem držala pesti, pa sem si rekla, bom sem držala pesti, ker sem vedela, da ne bom mogla spremljati na letalu, ni signala, ni interneta, ampak so prenašali na displeju in to sem vse spremljala in sem bila super zadovoljna, sem v bistvu spremljala njene kvalifikacije. Potem njen finale sem pa v bistvu lahko gledala iz domačega velikega televizorja, tako da je bil super, tam sem bila pa super navdušena, navijala za njo. In se mi zdi, da, kakor sem recimo že prej rekla, da včasih je tako, da se lastnih uspehov manj veselimo, kakor pa se veseli okolica. In to se je zgodilo tudi recimo po mojem v njenem primeru, ker sem tako navdušena, da nisem mogla verjeti, sem bila izjemno ponosna na njo. Ona je pa mogoče videla, tako nekako skozi to perspektivo, kaj bi se še dalo izboljšati, pa tako, ampak se mi zdi, da je naredila en super, čudovit rezultat in sem res ponosna na njo, da je z vsemi preprekami, ki jih je že imela v preteklosti, uspela doseči tako izjemno uvrstitev in na vse zadnje tudi rezultat, se je državni rekord. Se mi zdi, da jo čaka še zelo obetajoča prihodnost. Naslednja 3 leta bo v vaši ekipi kar pestro, se mi zdi, vsi bomo drobnogledom spremljali, kje nastopate, kaj počnete, kako napredujete. Vsekakor so pričakovanja velika, ta pričakovanja javnosti so zdaj narasla, ampak ko sem Marušo poslušal, ali pa tudi tebe, po teh intervjujih prej in kasneje, mi obe delujeta dokaj prizemljeno in zrelo, še prej si marsikaj okrog tega povedala, ta pričakovanja javnosti so za marsikoga, recimo, plezalka Janja Garnbret je sama rekla, da si tudi sama deloma kriva, pač vse najboljša na svetu, ampak v glavi si tudi ustvarila ogromna pričakovanja, sama je povedala, javnost je dejansko pričakovala vse, jasno, se je težko morda kdaj spopadati s to okolico, sam sabo imaš razčiščeno, potem pa začneš malo prebirati in je ta dodaten pritisk lahko moteč. Rabaš morda kakšen pogovor, imate, če navežem kar naprej, morda v ekipi koga, ki skrbi pravzaprav za to plat, priprave, soočanja, premagovanja in tako naprej. Res je, delamo s športnim psihologom, ampak zdi se mi, da pa na vsakodnevni ravni ima veliko zaslugo tudi trener, ker on nas zna pomiriti, motivirati v pravih trenutkih. Drugače pa jaz bi rekla, da v bistvu, če gledam pri svojem primeru, ni tak problem okolica, mediji, javnost, ampak bi jaz rekla, da si jaz sama sebi dajem največji pritisk. In včasih zna biti to problem, da v bistvu sama sebe nekako prehitevam oziroma hočem v določenem momentu kar malo preveč. In se moram včasih kar ustaviti pa opomniti, da sem tudi jaz samo človek in da tudi jaz delam napake in da ne morem vsega narediti perfektno, popolno. Ampak je pa to izziv, tako da se mi zdi, da je izjemnega pomena, igrajo v športnikov, na športni poti tudi razni psihologi, da te znajo v pravem momentu
pomiriti, pa tudi pripraviti na pritiske, ki še prihajajo. Drugače bi pa v bistvu priporočila, da vsem, kateri se preveč obremenjujejo z mediji, mogoče najbolj, da kar izklopijo, da sploh pred tekmo, da ne berejo nobenih intervjujev, ne poslušajo, kaj so pričakovanja in se v bistvu fokusirajo samo na svoj nastop, ker čas za javnost je po nastopu, ne pred. Zakaj bi si človek dajal še dodaten pritisk? Že tako je pritisk velik, tudi sam od sebe veliko pričakuješ in takrat je najbolj, da se športnik kar malo umakne v svoj svet in se res fokusira na tisti nastop. Mislim, da je to super nasvet, posebej v svetu, ki je tako prepleten, ki je globalen, ki je socialno, medijsko, instanten, danes, bog ne daj, vzameš telefon v roko, pritisneš na eno ikono in se usuje, vsega mogočega ti pod prsti, kar je morda za koga lahko tudi obremenjujoče. Tako da, spoštovani in cenjene, ne berite cajtengov, ne gledajte televizije preveč, poslušajte podcast za Gre za tek, mi smo prijazna oddaja. Urco 20 že govoriva, Klara, takole je minil, vsi, ki naj jo poslušajo, zdaj pa zračunajte, koliko bi Klara že odtekla v tem času, če bi se resno podstopila še malo daljših razdalj, če so pri tem 5000 ostaja tvoja primarna disciplina, ali se morda ozira že naprej na 10.000 ali kaj več? V bistvu jaz si nekako ne bi postavljala omejitev, tudi zdaj se nekako ne tretiram, da je 5000, da je zacementirano 5000 moja disciplina, ampak si puščam odprte poti, bi pa rekla, da mogoče zdaj v tej fazi je predvsem, bi prej bil cilj, da grem na krajše, kakor pa na daljše, ker je res še zelo priporočljivo, da delam na hitrosti, zato da bom tudi potem dolgoročno lahko hitrejša, močnejša na 5000 in tudi mogoče na 10.000 metrov. Tako da zdaj se mi zdi, da je bolj pametno, da se vrnemo bolj k osnovam, kakor pa da bi recimo že zdaj šla, ne vem, na 10.000 na polmaraton, ker se mi zdi, da bo še dovolj časa potem, sploh ko bom starejša, tudi že bolj izkušena in imela v nogah več kilometrov. Govoril sem zadnjič o tem podcastu z Romanom Kejžarjem, kasneje tudi z Žano Rojnik, je bila njegova varovanka. Posebej Roman je omenil, da ko sem ga vprašal, v kom vidi naslednico Helene Javornik, tako izustil tvoje ime, je rekel, jaz gledam že nekaj časa, vidim njene predispozicije, vidim, kaj počne že zdaj, kaj še lahko počne, ima izjemno aerobno kapaciteto, izjemne vzdržljivostne sposobnosti. To je tisto, kar poleg hitrosti, ki jo zdaj treniraš, je recept, recimo, da bi kdaj rušila tudi izjemno visoko postavljene državne rekorde, recimo na polmaratonu, na maratonu. Kot si sama rekla, vendarle te mika v prihodnosti poskušati tudi dlje. Recimo Maruša po drugi strani večkrat reče, da nje ne mika recimo cesta ali pa daljše razdalje, ne vem, polmaraton in kaj več, ne? Kaj pa ti praviš? Jaz zaenkrat še ne razmišljam o tem, ampak se mi zdi, da definitivno si bom v prihodnosti postavila kakšen tak izziv, ker sem željna novih izzivov, da ne postane v bistvu sam trening, same tekme, da ne postane dolgočasno in se bom lotila zagotovo tudi kakšne daljše preizkušnje. Pa tudi se mi zdi, da to je nekako vse, kar je daljše, tudi sama pri sebi vidim, je meni nekako bolj lagodno, ker jaz vse, kar so krajše in hitrejše razdalje, bolj trpim in moram še nekako bolj dodatno iz te cone, kjer se dobro počutim. In bolj, ko je pa vzdržljivost, je pa nekako to v bistvu moje področje. Zakaj ne bi razvijala tudi v prihodnosti tistega, kar mi gre dobro, ker vse zadnje je pa tudi potrebno uživati v tem, kar delaš in potem je pa to sam še dodaten plus, če ti stvar gre dobro od rok
In ja, definitivno se bom preizkusila tudi na kakšni daljši razdalji. 2 leti nazaj, ko je bila zadnja izvedba še normalnega ljubljanskega maratona, si tekla na 10 km, takrat si zmagala, odnesla si državni rekord na 10 km na cesti. Si šla namensko na tisto dirko ali zmagati, ali si šla sam preizkusiti na cesto? Ja, jaz sem šla na tisto tekmo čist nekako brez nekih pričakovanj, v bistvu sem uživati v tekmo, se preizkusiti tudi na malo daljšo razdaljo. Se še prav spomnim, ko smo bili na štartu in jaz sem v bistvu tekla z Marušinim možem, Matejem, in mi je dal nasvet, da naj se ne zaženem na začetku prehitro, ker to napako naredi veliko tekačev in potem nekako že po 2-3 kilometrih čisto odpovejo. Tako da takrat mi je bilo super, da mi je on dal nekako to usmeritev. Sva tekla skupaj od štarta in sem res nekako si pravilno razporedila moči, ker sem potem ostala močna do finiša. In ja, potem, ko sem prišla v cilj, sem bila kar malo presenečena, da je bil državni rekord, je bilo tako hitro, ampak med samim tekom se pa niti nisem obremenjevala s časom. Jaz sem prišla tam uživati, še super se mi je zdelo, ker je bilo veliko navijačev ob progi, mi je dalo to še dodaten zagon. In ja, meni je bilo res ena taka super tekma, tako da se letošnjega ljubljanskega maratona že veselim, res. No, to sem te hotel vprašati, če te letos bomo videli na štartu desetke, recimo, ako Bog da izvedena bo, rekel, da izveden bo ljubljanski maraton na vseh razdaljah. Ja, če ne pride kakšna stvar vmes, bom definitivno na štartni črti in pripravljena, tako da bomo videli, upam, da tudi da bo vzdušje, da ne bo tako prazno vse skupaj. Ja, vsi držimo pesti, čas bi že bil, da se malo življenja vrnete na Ljubljanske ulice. Vprašanje, ki ti ga moram dati, da ne pozabim, treniraš veliko. Koliko treniraš recimo zdaj, ko si na tem nivoju, kot si, koliko treningov je to, 10, 13 treningov na teden, kakšne kilometraže, vsega skupaj? Ja, nekako v tem obdobju, potem pripravljalnem, delam od 100 do 120 km na teden. Treningov je pa tako, recimo 2-krat na dan je trening, jutranji tek ponavadi se bolj šteje kot tako ogrevanje, včasih ima tudi malo daljši, ampak ja, glavni trening je pa potem v popoldanskem času, ko ga tudi naredimo skupaj s trening skupino, tako da jaz niti nisem sploh še preštela, koliko je to treningov na teden, ampak se sploh ne obremenjujem, ker za to skrbi trener, jaz samo v bistvu delam po navodilih. Kakšnih težav s poškodbami v tem času v zadnjih letih nisi imela ali vendarle pa si jih pravočasno, sanirala? Ja, to pa lahko rečem, da kar se tega tiče, imam pa veliko srečo, ker zaenkrat do zdaj sem imela zelo malo težav, glede na vse treninge, glede na vse kilometraže, ki jih delam, zahtevnost. V bistvu samo v začetku letošnjega leta sem imela manjše težave s stopalom, da smo potem morali malo prilagoditi trening. Drugače pa v preteklosti v bistvu nič posebnega. Se zgodi vmes kakšna zategnitev, ampak to se mi zdi, da je čisto sestavni del športa, ker glede na ves napor, ki ga dajemo, v bistvu športniki vsak dan vlagamo v šport, je to čisto nekako sestavna komponenta. Tako da sem res zadovoljna, da mi nekako moje telo trenutno omogoča, da treniram nemoteno, brez kakršnih koli večjih težav. Super, to so odlične novice, odlični podatki. Draga Klara, da odtečeva še v ciljno ravnino najnega pogovora. Sigurno si tudi ti kot mlada atletinja imela svoje vzornice, ne vem, ko so bile olimpijske igre, na katerih so nastopale Slovenke, kot so bile Jolanda Čeplak, Birgitta Langerholz in Helena Javnik, si bila še premlada, zdaj v zadnjih letih, mogoče London, Rio, pa vmes, ko so prišle, Žana Rojnik, pa
Daneja Grandovec in še kakšna atletina na stezi, zdaj tudi Maruša Mišmaš in tako naprej. Morda imaš vzornice odkje zunaj, morda se navdihuješ pri slovenskih tekačicah ali pač ne. Imaš torej kakšne vzore, ki jih še zmeraj rada spremljaš ali si jih spremljala in so ti navdih, so ti nek dodatni motivator, ko ti ne gre? Pa jaz bi rekla, da moja največja vzornica bi bila ravno Maruša, ker z njo sem tudi v bistvu vsak dan v stiku in tudi vidim, no, kaj je to pravo garanje, prava vztrajnost, ko je imela to težav s poškodbo in da se je vrnila, to res, meni je to res wow in ja, definitivno v njej vidim nekako največjo vzornico. Drugače, na tujo sceno se pa niti ne bi omejevala oziroma rada spremljam vse tekaške discipline, nimam pa tako recimo nekega idola. Jaz v bistvu sem bolj fokusirana na svoj napredek in se največkrat primerjam sama s sabo, no, da se primerjam s svojim napredkom, tako da, kar se pa tiče vzornice, bi pa rekla, da je pa to definitivno Maruša. Super. Boš spremljala svetovno mladinsko prvenstvo? Mislim, da je ravno v teh dneh zdaj poteka v Keniji. Ja, to pa bom spremljala. Teče tudi naša tekačica Veronika Sadek iz naše skupine, tako da bom držala pesti, navijala zanjo. Verjamem, da lahko veliko naredi, ker je izjemno hitra, tudi vzdržljiva, tako da ona se bo pomerila na 800 metrov in jaz že komaj čakam njen nastop. Evo, mi tudi, evo, zdaj bomo še bolj po tem, kar si ti povedala, še bolj spremljali tudi mlajše rodove, ki prihajajo za tabo, konec koncev. Nikoli ne veš, kje se kalijo bodoči, olimpioniki. Čisto na zadnje, evo, govorila so o vzornikih, zdaj si, Klara Lukan, tudi ti že vzornica, atletinjam. Poznam mlajša dekleta, ki trenirajo, tvoje ime se omenja zdaj v teh krogih, te spremljajo, se navdihujejo pri tebi. In dajva za zaključno misel, no, za vse tiste, ki to poslušajo, verjamem, da bodo. Kaj bi ti recimo dala na srce, položila na srce vsem tem mladim, ki se ukvarjajo z atletiko, pa imajo morda, bom rekel, tudi cel kup dvomov vmes, pridejo poškodbe, pridejo slabe sezone, težko se jih daje motivirati, težko je vse usklajevati. Kaj je tebi recimo dala atletika, kaj bi ti dala kot nasvet, če bi te vprašala skupina mladih 15-letnih atletin? Klara, daj nam povej, kako, ko ti res ne gre, ko misliš, da je vse skupaj brez veze, kako se zmotivirati, kako premagati, lastne strahove, kako napredovati. Ti si, zelo fokusirana, si nepopustljiva. Marsikdo ni tak, pa ima vendarle potenciala, in mu včasih pomaga samo to, da ga nekdo recimo pravilno usmeri. Daj recimo eno sporočilo za vse tiste tam zunaj, ki bi jim to zelo prav prišlo. Ja, rekla, da naj si ne postavljajo omejitev, ker res omejitev v športu, v življenju nasploh ni. In se da narediti marsikatero stvar, pa mogoče včasih mislimo, da nismo sposobni, da ni možno. Ampak ja, se mi zdi, da ravno taki trenutki, težki trenutki v bistvu pokažejo, kdo je pravi borec, kdo je pravi športnik, garač. In ja, jaz bi jim svetovala, da v bistvu naj uživajo v športu, ker šport je na vse zadnje ena lepa stvar in ni vedno samo napor, pa samo vedno rezultati, osebni rekordi, zmage, ampak naj uživajo v trenutku, ker v bistvu jaz bi rekla, da sam rezultat je nekako posledica vsega trdega dela in tudi užitka v tem delu. In ja, jaz bi rekla, naj se ne omejujejo, naj uživajo, trenirajo zagnano in tudi je res, da vsak ima kdaj težek moment in to je čisto človeška stvar, tako da takrat pa treba sem pokazati pravi karakter in vztrajati. Tako da ja, jaz lahko povem vsem mladim, da imam jaz velikokrat težke trenutke, pa si v tistem momentu rečem, da
je to samo ena v bistvu en nov izziv. No? Tako jaz si to tako obrnem na nekako na spodbudno pot in ja, si rečem, to boš naredila, tudi če ni danes dan za zmage. Tako da, ker jasno je, da vsak dan ni najboljši dan, ampak ravno takrat mora človek v bistvu ostati še bolj motiviran, fokusiran in se spomniti na vse lepe trenutke, ki še pridejo. Perfektno, vrhunsko bilo tole, Klara, spoštovani in cenjene, neverjetna Klara Lukan je bila tole, obvezno priporočite tole epizodo tudi drugim, morda staršem mladih atletin, morda športnim pedagogom, ki morda še ne prepoznajo dodane vrednosti športa v mladosti, ali pa tudi mladim atletom, atletinjam, ki še iščejo svoj prostor pod soncem in nazadnje vsem nam rekreativcem, ki se vendarle, ko si pogledamo en tak nastop atletine, kot je Klara Lukan, ne moramo pomagati, da si ne sami v bolj copatov, pa šli odlaufati pač 1:10, se sicer bistveno počasneje, ampak vseeno, navdahnili na ta način. Draga Klara, hvala ti za tvoj čas in res odličen pogovor. Hvala za povabilo, mi je bilo v čast. Zdaj, če ne prej, se vidimo v Ljubljani, upam, da se vidimo. Na vsak način bomo držali pesti za to, da, bom rekel, naslednji sezoni, če ne prej, vknjižiš še kakšen državni rekord, še kakšno medaljo na večjih tekmovanjih. Daj jim povej, za svetovno prvenstvo naslednje leto se že zbirajo norme, jo že imaš, morda kakšen je postopek? Mislim, da je za svetovno prvenstvo enaka norma kot za olimpijske igre, se pravi 15:10, tako da ja, to zaenkrat še nisem otekla. Ampak jaz verjamem, da s pravo tekmo mi bo to v naslednji sezoni uspelo. Super. Klara, pozdrave v Ljubljano in v Šentjernej, jasno. Pozdravljam tudi vse tvoje vesne navijače, tvojo družino. Lepo se imej, uspešno treniraj, ostani zagreta za tek še naprej. Najlepša hvala. Hvala in srečno. Živijo. Čau.